Velikrat se v bistvu začne kot nek tak čist mali glavobol. Lahko nas ne boli veliko, ampak čutimo, da nismo okej. Lahko je zelo nizek pritisk, potem lahko se počutimo na splošno zelo utrujeni. Prisotna je lahko tudi ta megla v glavi. Pa ja, v bistvu utrujenost je zelo ta velik faktor tega, da smo dehidrirani, pa v bistvu ne vemo, zakaj smo utrujeni. Predvsem s kozarcem vode in pa z ustreznim na nek način hidracijskim napitkom, ki vsebuje tudi minerale. Zdaj, če nas boli glava, je prva ključna stvar, ki nam jo verjetno primanjkuje, magnezij. In je treba dodati magnezijo oziroma neke minerale v sledovih, da ni samo voda. Voda nam bo definitivno lahko pomagala, če je zelo mil glavobol, ampak če je pa že čutimo, nas res boli, pa definitivno to znak, da moramo dodati tudi nekaj elektrolitov. Se pravi, nekaj glukoze, nekaj mineralov in pa mineralov v sledovih. Pravzaprav me je zelo presenetilo, že precej časa nazaj, da dejansko sladke pijače, pa večina čajev in tako naprej, da v bistvu dehidrira. Ja, res je. Kava najbolj dehidrira, potem in zeleni, in beli, in vsi ti različni črni čaji, tudi to vse dehidrira, in pa vse gazirane, zelo sladke pijače, vse dehidrirajo. Kaj torej hidrira? Zaradi tega, ker poznam gospoda, ki je rekel, pa kaj me silijo s to vodo, saj spijem 2 deci cvička vsak dan. Tudi alkohol dehidrira, recimo. Hidrirajo pa v bistvu sadni ali zelenjavni sokovi. Dovolj je že, če si stisnemo limono, polovico limone, polovico pomaranče ali mete. Že to v vodi nas bo zelo hidriralo. Potem predvsem recimo v poletnih časih, recimo zelenjavni sokovi, kot so kumarčni sok. Veste, da kumara na splošno je ful dobro rehidracijsko živilo. Tako da take zadeve. Sokovi zelenjavni na splošno imajo ogromno mineralov, mineralnih soli in nas zato lahko zelo hidrirajo prav na celični ravni.